Dobrodošli v podkastu Inspiracija, v podkastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Uživajte v poslušanju. V tokratni epizodi nekaj na temo radosti. Za začetek naj vam postavim eno vprašanje. A se spomnite svojega otroštva? Kaj vas je najbolj radostilo, ko ste bili še otrok? V čem ste najbolj uživali? Lahko obudite to radost v sebi ta trenutek. Ne gre toliko za obliko dejavnosti, ampak bolj za ta občutek, ki ste ga imeli takrat. Poskušajte ga obuditi. To je ta iskra življenja, ki tli v vsakem izmed nas in jo velikokrat prekrijemo s težo skrbi odraslega sveta. Radost je namreč naše naravno stanje. Ko zagledamo radostnega otroka, se ponavadi nasmehnemo. Tudi v nas se prižge ta esenca radosti. Spomni nas na naše resnično bistvo. Sama občudujem otroško radost. Tisto brezskrbno, neobremenjeno, nedolžno. Enostavno občudujem, kako se otroci radostijo ob stvareh, ljudeh, situacijah, ki se nam odraslim zdijo povsem samoumevne. Kažejo nam našo prirojeno radost, pravzaprav, na katero smo že zdavnaj pozabili. Vsaj večina. Ampak je še vedno v nas. Spi. In čaka, da jo prebudimo. Radost torej ni nekaj, kar je rezervirano samo za otroke. Tudi mi imamo v sebi svojega notranjega otroka, ki čaka, da mu podarimo pozornost. Ampak zakaj smo sploh pozabili na radost? Mogoče zato, ker smo začeli verjeti, da biti radosten, brezskrben, pomeni biti neodgovoren. Mogoče so nas prekrile sence težkih življenjskih preizkušenj. Ampak zakaj je radost tako pomembna? Ker mehča srce, ker zdravi dušo, dviguje našo energijo in našo pozornost v smeri proč od nenehnega strahu in gonje za preživetjem. Ponese nas v višje dimenzije bivanja, kjer je vse mogoče, pa naj slišati še tako klišejsko. Popelje nas tja, kjer je resnična samo ljubezen. Čista ljubezen do življenja, do bivanja. In zakaj si ne upamo biti radostni? Ker vidimo radost kot šibkost mogoče, kot neumnost, naivnost. Zdi se nam, da smo pametni, če se hudujemo nad svetom, polnem krivic in laži. Saj vendar vemo, kaj se dogaja v svetu in kako se svet vrti, pa ja vemo, da je radost nesmiselna in domena otrok. Kaj pa otroci vedo o realnem življenju, boste rekli? A v resnici vedo več, kot vemo mi odrasli s svojimi omejenimi umi. Konec koncev pa naj vas še enkrat spomnim, da je vseh nas ta mali razigrani otrok, ki samo išče priložnost, da se izrazi. Dajte mu ta prostor, da se izrazi. Spodbudite ga, tako kot spodbujate svojega otroka, če ga imate ali če ste kakorkoli drugače povezani z njimi. Kaj je še tisto, kar blokira radost? Žalost. Če ste v življenju doživeli veliko izgub ali samo eno, za vas pomembno izgubo, se je žalost lahko globoko zarezala v vaše srce in težko začutite radost in veselje. Mogoče ne čutite razloga, da bi bili srečni. Razumem vas, ampak dovolite si čutiti to žalost, sprejmite jo, jočite. Jok je zdravilo za dušo. In ko se posuši še zadnja solza, spustite preteklost, spustite žalost in dovolite, da na plan privre vaša resnična narava, radost na polno življenja, pa če tudi samo za trenutek. Verjetno ste že kdaj doživeli, da ste se ob joku začeli v trenutku istočasno na ves glas smejati, kot bi doživeli katarzo in spoznali iluzijo in banalnost vztrajanja v žalosti. Takrat iz globine žalosti privre globoka radost. In to je bistvo življenja, doživljanje dvojnosti. Vsako čustvo ima svoje nasprotje. Kako naj vemo, kaj je radost, če ne bi nikoli poznali žalosti? Zato je tako pomembno sprejemati vsa čustva, da pridejo in gredo. In se zavedati, da mi nismo ta čustva. So pa del nas, tečejo skozi nas. Dovolimo si, da tečejo skozi nas. To je tok življenja. In če katerokoli čustvo blokiramo, ustavljamo življenje in ne živimo. Naša energija začne usihati in, če gremo v skrajnost, lahko celo zbolimo zaradi neravnovesja.
naša čustva pa določajo naše misli, naša prepričanja. Zato je bistvenega pomena zavedanje in opazovanje svojih misli in zavestno usmerjanje le-teh. Le tako lahko vzdržujemo čisti pretok energije in le tako lahko čutimo radost. Zato čim večkrat v dnevu skušajte najti trenutke, ki vas radostijo in krepite ta občutek. Tako negujete svoje psihično in fizično telo, svojo dušo. In radost je eden najpomembnejših vitaminov za dušo. Prinaša zdravje, prinaša harmonijo. In kako je radost nalezljiva? Nalezimo se radosti, bodimo drug z drugim in se imejmo preprosto radi. Za konec pa še nekaj vprašanj, da vas še bolj obrnem vase, da boste odšli naprej z večjim občutkom radosti v srcih, vsaj upam, da ja. Lahko zaprete oči in položite dlani na vaše srce. Globoko vdihnite in izdihnite. Kdaj ste nazadnje čutili radost? Ali je radost del vašega vsakdana? Ali jo občutite samo občasno, ko se vam zgodi kaj nepričakovano lepega? Kaj v vas prebuja radost? Je to igra z otrokom? Je to ustvarjanje? Petje? Druženje s prijatelji? Sprehod v naravi? Branje knjige? Mogoče kuhanje? Karkoli to je, naj vam ne bo samoumevno. Sploh v teh časih je zelo pomembno ustvarjati občutek radosti. Počnite torej stvari, ki vas radostijo. Bodite čim več z ljudmi, ki jih imate radi, in se nalezite radosti. Vsak dan. Pa srečno! Poslušali ste podcast Inspiracija.